Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tokrat smo prvič skupaj v novem letu, leto 2021. Veselim se, da bomo skupaj pokukali v nov utrinek. Tokrat je pred nami že utrinek številka 10. Utrinek se nahaja v rokovniku za leto, ki je pred nami. Naslov ima: Dovolimo si. Dovolimo si. Naša pot je edinstvena. Vsak dan nam podari nekaj novega. Dovolimo si na svoji poti uživati. Veselimo se vsakega novega jutra. Jutra, ki nam je podarjeno. Dovolimo si zaživeti. Podarimo si nasmeh. Razvajajmo se s srečo. Dovolimo si občutiti radost. Dovolimo se prepustiti ljubezni. Dovolimo si radostno živeti. Zaslužimo si čutiti čarobnost. Sedaj preberem na moj način. Dovolim si. Moja pot je edinstvena. Res. Iz sveta kemije sedaj ustvarjam, izdelujem kozmetične izdelke. Z 17-letnimi izkušnjami v farmacevtski industriji na področju razvoja in raziskav sem pot nadaljevala k kozmetiki. Ker vem, da narava skriva v sebi veliko bogastvo, želim to uporabiti, prenesti v izdelke. Ob tem, ob sami pripravi, razvoju neizmerno uživam. Skrbim, da so izdelki varni, kvalitetni in prijazni za našo kožo. V tem času, tudi že ob študiju kemije, me je pa pot peljala tudi na raziskovanja naših počutij. Izobraževala sem se na različnih področjih, od bioenergoterapije, na področju meditacij, refleksne masaže, masaže telesa, kot rečeno, klasične masaže in nekako nazadnje zaključila za šolo hipnoze. Po vsem tem času sem se želela naučiti najti stik s svojim telesom. Šla sem tudi skozi svojo bolezen, saj sem bila na prelomu, kjer zdravniki niso vedeli, kako mi pomagati. Tako da danes želim vse to znanje združiti, uporabiti, deliti naprej. In zato pravim, da kljub temu, da je moja začrtana pot v kemiji, zaključila sem doktorsko dizertacijo, kjer sem raziskovala stabilnost farmacevtske učinkovine. Na vsej tej poti raziskovanja kemije, na vsej teh mnogoletnih izkušnjah v industriji, sem resnično pridobila veliko znanja in strokovnega in tudi, kako poteka delo z ljudmi. In nekako sem prišla do tega, da sem si sama postavila temelje, kako želim jaz delovati, kaj želim jaz dati. Da znanje delim naprej, da tudi pomagam raznim dijakom pri raziskovalnih nalogah, da se povezujemo v projekte, res tiste z dobro noto, z dobro zgodbo, z srčnostjo. Zato lahko rečem, moja pot je edinstvena. Na trenutke mi ni bilo težko. Na trenutke mi je bilo težko. Predvsem, ko sem šla skozi svojo bolezen, ko sem šla čez različna čutenja, nekih težkih čustev in
mi ni preostalo drugega, kot da počasi iztajam ven iz svojega telesa. Da se podam na raziskovanje, zakaj so, od kje so, kaj mi sporočajo. Ko razumemo, prejokamo, odpustimo, najprej sebi in potem drugim, gremo lahko naprej. Kot že veste, jaz večkrat predstavim, da je pot kot hoja po stopnicah. Delamo korak in korak. Počasi, z našim tempom. Ampak višje, ko gremo, lepši razgled imamo. Tako da, moja pot je edinstvena. In o moji poti težko nekdo sodi, saj ni, kot rečejo, obuv mojih čevljev. Ampak danes sem za njo hvaležna. Vsak dan mi podari nekaj novega. Na tej svoji poti si dovolim uživati. Prepuščam se. Delam tisto, kar me veseli. Delam tisto, kjer poje moje srce. Želim pomagati. Veselim se vsakega novega jutra. In vem, da mi je podarjen z posebnim namenom. Dovolim si zaživeti. Podarim si nasmeh. Razvajam se srečo. Dovolim si čutiti radost. Tisto noter, globoko, globoko, ki potuje po celem telesu in se kaže tudi navzven. Končno sem našla ključ do teh vrat. Jih odprla in ta čustva me danes bogatijo, veselijo, navdihujejo in resnično veselijo. Razvajam se srečo. Prepuščam se ljubezni. Dovolim si radostno živeti. Ta zadnji stavek je naveden. Zaslužimo si čutiti čarobnost. Ja, zaslužim si čutiti čarobnost. In vem, da si tudi vi začutite, dovolite, zaslužite začutiti čarobnost. Ne se bati. Čaka vas, je v vas, lahko je še večja. Samo odprite ti srce in dovolite, da vas razvaja, da stopi k vam. Prisluhnite, kaj vam sporoča telo, kaj vam sporoča okolica. Včasih lahko tudi kakšno domače opravilo malo počaka. Ker če si resnično želimo prebrati eno knjigo, ali pogledati kakšen film, ali se razvajati na drugačen način, privoščite sebi ta čas. Vzemite si vsaj kanček tistega časa. In vedite, nekatere stvari lahko počakajo. S tem, ko si povzamete trenutek časa, pa privoščite sebi edinstveno pot, podarite si nekaj novega, uživate pri tem, veste, da je jutro vaše, zaživite, se smejite, se razvajate srečo, radostjo, ljubeznijo in na koncu čutite tisto posebno čarobnost. Tako, to je bil utrinek številka 10. Pa pokukajmo sedaj v našo sporočilo. Ena karta bi že kar ven šla. Mogoče še ni čas. Poglejmo.
Tale je danes naša. V leto 2021 vstopamo z nežnostjo. Ta karta, vem, je že bila. Predvidevam, da ima posebno sporočilo za nas. Preko objema nežnosti, ko razvajamo sebe, svoje telo, svoja čustva, misli, dejanja, smo nagrajeni z ravnovesjem in produktivnostjo. Novo leto je z nami. Dajmo si v tednu, ki je pred nami, podariti nežnost. Prisluhnimo tistemu, ki je ob nas, prisluhnimo sebi. Mogoče je pa prav sedaj čas, da se razvajamo s tistim, o čemer smo govorili par trenutkov prej. Pa poglejmo, kaj pravijo navodila za to karto. Vabite čas za predajanje nežnosti. Zabavaj se, druži se. Le prepusti se prijetnim občutkom. Naj tvoje telo napolni hvaležnost in ljubezen. Dovoli si ljubiti in biti ljubljen. Dovoli se odpreti čustvom. Uživaj v ravnovesju dobrega počutja. Tako, danes so z nami hvaležnost, ljubezen in čarobnost. Tako, naj nas vodijo vse dni, ki so pred nami. Mogoče samo še to, dobila sem vprašanje za karte. Kako jih uporabljati? Karte so narejene preko fotografije z določenimi izbranimi besedami in runskim simbolom. Zraven so tudi navodila, kjer je vsaka karta bolj podrobno razložena. To je tisto, kar sem vam prej prebrala. Namen kart je, da jih uporabljamo za osebno rast. Kot neke, mogoče malo, bi rekli, terapevtske karte. Ko jo potrebujemo, premešamo, se povežemo, zraven je tudi fotografija, slika, ki nam omogoča povezavo z kartami, premešamo in izberemo eno, tako kot sem jaz danes. Preberemo, kaj pravi karta, pogledamo fotografijo. Prepustimo se toku naslednjih dni. Ko začutimo, da potrebujemo novo karto, je čas za nov vpogled. Ker je pa sedaj začetek leta 2021, jaz v tej škatlici, tam skoraj 100 sporočil, mogoče je kakšno manj. Poglejmo za eno popotnico, ki nas spremlja v tem letu. Tako, zate, za vas, ki ste danes z mano. Vem, da si, vem, da ste čudovita oseba. Samo prisluhnite srcu, delujte iz srca, dovolite si čutiti, začutiti in verjemite, čarobnost bo še večja, še boljš vam bo vsak dan. Ker ko se mi prepustimo in uživamo, tudi naše telo reče da. Srečno in se vidimo naslednjič v utrinku številka 11.